V prvem obdobju, če gremo lahko od prvega obdobja, ko je bil ustanovljen 7. novembra 1920 nogometni klub Disk, to je pomenil Domžalski internacionalni sportski klub, se je v bistvu zgodovina nogometa začenjala. V drugem obdobju so bili nekateri igralci, ki so jih poklicali v ekipo SK Domžale. To je bilo obdobje od leta 1931 do 1937. Takrat sta se obe moštvi Domžal, Disk in pa Domžale, ločili. V Disku so ostali igralci, ki so bili bolj na desni, to se pravi klerikalci. V SK Domžale so bili pa bolj svobodomiselni in so ustanovili svoje moštvo, to je bilo pa SK Domžale. No, in leta 1937-1938 sta se obe moštvi spet združili in se je zgodilo, da je bilo to skupno moštvo prvak svoje lige, da so se uvrstili eno ligo višje, mogoče kot rezultat poenotenja vnovičnega združenja obeh ekip, ampak šla je vojna. Kot se je dogajalo v kulturnem življenju, je bil kulturni molk, tle je bil pa športni molk. Ni bilo ne obstoja, ni bilo ne iger, ni bilo nič. Vse je ugasnilo, do leta 1946, 1945 je bila sezona itak izgubljena. Je pa zanimivo to, da so leta 1945 partizani privlekli na to igrišče v uniformah neke mehanizacijo, neke topove, pa neke samohodke, skratka nekaj motoriziranega. To vozilo so postavili v gol in obstajajo fotografije tega takoj povojnega časa, da je bilo vojne konec, in s to fotografijo se je začelo povojno obdobje. Nekaj besed bo namenjenih očetu. Dolfe Schmidt, star Domžalčan, praktično celo življenje je član tega kluba. On mi je takrat rekel, da praktično izkoriščali so vse travnike, kjer je bilo to možno. Neko taborišče za te vojne ujetnike je bilo v Trzinu in organizatorji, telesno-kulturni delavci, včasih rekli fiskulturni delavci, so vsak dan pripeljali oziroma so peš prišli bosi v Domžale, zagotovili so jim samokolnice, krampe in lopate. Oče mi je pripovedoval, da so jim s težavo zagotovili eno cigareto vsakemu na dan, da so nekako to igrišče uredili, pripeljali in da je bilo to delo nemških ujetnikov. Igrali smo na tem istem igrišču, ki je zdaj. Ista postavitev je bila, samo da je bil igrišče v zelo slabem stanju, samo kamen, pesek, v glavnem ob strani je bila malo trave in to smo igrali bosi. Očetov prvi stik z domžalskim klubom in nogometno žogo je prišel kmalu po drugi svetovni vojni. Leta 1946 se je družina vrnila iz izgnanstva z Češkega nazaj v Domžale in ker je njegov starejši brat Janez, znan pod delovnim imenom Hanzi, v tem področju že brcal žogo, je bila logična posledica, da bo tudi drugi brat oziroma najmlajši v družini, oče je bil namreč 10. otrok te družine, šel po njegovi poti in tako se leta 1949-50 priključil treningom v pionirski selekciji Domžal. Alfa in omega dogajanja praktično od leta 1946 naprej je bil pokojni Janko Šuštar. Sekretar kluba je bil doživljenjsko Janko Šuštar, je bil hecan, zanimiv, dober je bil tako. On je bil deklica za vse, bil je v vseh možnih funkcijah. S tem, da je bil tudi človek, ki je opravljal celotne stvari, registracije, zdravniških pregledov in vsega tega. Ko smo imeli te preglede zdravniške, naprimer, je prišel doktor
In je šel doktor potem na Malco, je tam pustil tiste štempilke, vse na mizi, znamo še je Janko Šušter kar knjižce pa kar poštempljal vse. Samo da je bilo, ni važno. Od novinarske, tajniške, garderoberske, blagajniške, ni vloge, ki je praktično ni imel. In on je v slačilnicah oziroma doma skrbel za to garderobo kot tako. Drese pa moram reči, da je varoval približno tako, kot da bi bili zlata. Samo ti dresi so bili blatni, rjavi, tudi raztrgani. In ta Janko je žrtvoval tudi svoj družinski proračun, pa svoje življenje, da je žena to prala in je on pri tem, ko je bila tekma, prinesel te drese. Po tekmi je Janko rekel, da je elektriko zmanjkalo, da ni tople vode. In tudi Ljubljančani so rekli, kako ni tople vode in smo šli polk nazad, pa smo se lepo v mlinci umili vsi, Ljubljančani in mi. Ampak potem, popoldan, jaz se pelem s kolesom, vidim Janko zunaj pere avto, fičkota lepo iz toplo vodo. Oprema je bila taka, ki je bila. A se dobil velike hlače, da so bile skoraj do gležno. Tako da zdaj, ko imajo te šole, pa to je zdaj velik napredek v takrat. Nekaj so rekli, kaj se jim, pionirčki do tok, potem pa do članov ni bilo nič, ni bilo mladincev vmes, pa kadetov. Je bilo kar potem, če si star 16 let, si šel že kar za člansko moštvo igrati. Ker so rabili, ste te pobrali, pa kakor je bilo. Treningi so pa izgledali, vsak drug popoldan smo se trenirali in smo 2 ure trenirali. Ko smo prišli pa v garderobo, nas je dočakal Janko z čajem in nam je vedno isto govoril. No, lulčki, kako ste? Pred tekmo, vsako tekmo, nas je vprašal, kakšen čaj želimo, ampak je vedno isto skuho. Tako da nismo imeli nobene izbire, vedeli smo, da je to hec. Tam nekje ob Mliščici, kjer je zdaj ta naš okrogli šotor, tam je bila ena zelo majhna, zanikrna, sicer betonska lopa, v kateri so se igralci preoblačili, bila je vsa zaraščena in tudi zelena od alg. To so bili taki simpatični prostori, tako nič dodelani, nič kaj tako, ampak noter si čutil eno tisto dušo, eno veselje, ki si noter stopil. In kdo bi si takrat mislil, kako se bo to vse razvijalo v času, ki smo ga lahko v tem poteku opazovali. Takrat se je večinoma igral v nižjem rangu in to se je bilo veliko teh lokalnih tekem. In te lokalne tekme že po sami naravi potegnejo več obiska. In tako, kot bi danes rekel, da je tekma z Ihanom pripeljala ravno toliko ljudi kot tekma z Aluminijem. Takrat smo igrali z Grafičarjem, Svoboda Ljubljana, z Duplico, hodili smo na Rakek, k ljubljanskim slabšim klubom. Mi smo bili Ljubljanska nogometna podzveza, 1. in tudi 2. razred. In v teh časih, govorim za 50. in 60. leta, je domžalski nogomet kotiral zelo nizko. Drugače so v Domžali bili zmer najnižji ligi. To mi je zelo hudo povedati, ampak tako je bilo. Mi smo prišli v obdobje, domžalski nogometni klub, da smo bili z Ihanom, z Induplati, z Mengšem. Desetletje, 2,5 desetletji je klub vegetiral, iz leta v leto je bilo enako, tudi slabše. Celo izpadali smo iz zelo najnižjih lig v še nižje, tako da je kazalo slabo. Za razliko od zdajšnjih časov, ko fantje začnejo igrati nogomet 6-7 leti, smo takrat nekako začeli igrati z 9-10. 3., 4. razred je bil tisti mejnik. Če se spomnim, takrat, ko sem prvič prišel na trening, moj prvi trener je bil Mustafa Veladžić Veljo. On je bil tista prva nogometna zgodba, s katero sem se srečal, znal je pokazati žogo praktično vse. Če si njemu rekel, Veljo, pokaž nam to finto, pokaž nam uno, žongliraj, tako.
Če vam začel žonglirati, je žongliral do večera. In res smo uživali v treningih pri njih in lahko rečem, da je bil takrat res dobra popotnica za svet nogometa. Kapetan v nogometnem klubu Domžale sem bil mogoče 5 let, 6, 10 let sem nastopil kot igralec in kot trener. Prišel sem dejansko iz Ljubljane, iz druge lige jugoslovanske, še to v Ihan, iz Ihana takoj tukaj 75. v Domžale. In tukaj sem zastavil tudi in igralsko in trenersko kariero, bi rekel. Zanimivo, včasih je prišlo do tega, da sem mogel biti igralec in kapetan sem bil itak, ne, pa sem mogel pripraviti opremo, recimo, če je Janko imel kakšne države, pokojni Pišek je bil bolan parkrat, jaz sem imel trenerski izpit že 73, 75. Je rekel, Veljo, lahko vodi to vse, ne bom prišel. Je sporočil, tudi telefonov ni bilo v ne čase, tako sem pa kje. In jaz sem mogel pol to vse speljati, je bila tekma sportovala v Novem mestu in sem šel tudi tam. Tako da sem te vse funkcije včasih speljal. Potem sem začel tudi v tisti nazaj leto, 2 sem začel trener mladincov biti. Sem imel eno generacijo 79-letnika, v kojem je bil Aleš Šmit, Ježek in še Dobojan Živulović. Igrišča v tistih časih so bila naporna, rečemo, ampak sej, kaj veliko niti nismo zahtevali, ne. Tudi žoge so bile težke kot sam hudič, se spomnim enkrat dobesedno zaradi udarca v glavo mi je vzel sapo, sem se vlegel dol. Ampak za tisti moment je bilo to idealno. Uživali smo v nogometu, pa ne samo to, ne. Jaz se spomnim, recimo, mi smo bili takrat pionirji. Mi nismo prišli na trening od doma, mi smo prišli na trening iz igrišča. Mi smo bili, recimo, po šoli, si šel domov, odvrgel torbo, prinesel žogo, si bil že na igrišču uro, 2, šel na trening, po treningu si vstal na bližnji ploščadi, še kakšno uro zraven brcal, ne, tako da je bil dejansko cel dan nogomet, ne. Predtrening, trening pa, kako bi rekel, after party je bil še 1 uro brcanja na asfaltu. Težko je bilo, res ni bilo, opreme ni bilo, žoge smo imeli še one stare, malo so bile kakšne flekice gor zašite, si udaril štembiljke na glavi, so bile, to so stari časi. Denarja ni bilo, zastonj, pol zastonj se je delalo, res. Kar se tiče mene, jaz sem več zastonj kot za pol delo in je bilo to tako obdobje, ampak je bilo s hercem, z voljo do športa, do fuzbala. In kriza je bila velika, ne. Ko mi smo nabrali, jaz kot trener se spomnim, sem hodil po teh diskotah od Komende do Šporna, da sem zvečer, da sem igralce prosil, da se niso upijali, da smo imeli drugi dan 11 igralcev, ne. Golmanski treningi so bili v sklopu vaje oziroma treninga cele ekipe. In sicer je bil to en trener, ki je v glavnem skrbel za kondicijo, za uigravanje in seveda tudi za treniranje golmanov. Trening golmanov je izgledal tako, da si se postavil na gol in je trener iz raznih položajev streljal, ti pa, kakor si uspel, si branil. Trenerjev se je zvrstilo veliko, tudi na vsako leto so se menjali, to pa zato, ker noben ni mogel uresničiti ambicij, ki so se pričakovali, da bodo uresničene. In to je trajalo vse tam do leta 80, ko je s prihodom Srbuja, trenerja Srbuja, je bil prvič dosežen večji uspeh in prodor v višjo ligo, mislim, da takrat v drugo ligo. Je pa res, da je takrat vse slonelo, vse na Toniju Hribarju, ki je stežka, tudi na račun svojega zdravja in svojega denarja. Vse, rekel, kot rečemo po domače, držal gor.
Tam po letu 86-87, ko sem se sam vključil v aktivno delo kluba, kako je financiranje izgledalo takrat. Za razliko od danes, ko imaš tudi evropska sredstva, ko imaš TV pravice, predvsem z vidika Domžal, ko je to prodaja igralcev primarni vir. Takrat tega ni bilo. Preprosto Domžale niso bile na ravni, da bi lahko igralce prodajale, bile so prenizko umeščene in en redkih virov, recimo, so bile vstopnine, kar obisk je bil za tiste čase kar soliden. Do denarja se je prihajalo na take načine, kot smo rekli, da so bile 8. marci veselice, eno. Drugo so tombole, bile takrat moderna zadeva, ne vem. In na te tombole se je zbiralo, tudi nagrade so bile praktične, fine, do fičaka, recimo, pa bicikli, kolesičke, pa tako, no. Klub je dobil v najem halo komunalnega centra, oziroma zdaj Domžalsko dvorano. Tam se je organiziral en lep tak prijeten večer z ansamblom, z večerjo, vstopnine je bilo treba plačati srečolov. Ta sredstva, ki so se praviloma nabrala, ker bilo je pa obiska kar lepo, oziroma hala je bila ponad kar polna, so pripomogla k financiranju kluba, ampak bila so pa to leta, lahko rečem, iz rok v usta. Vendar, če pa tako gledamo, je bila pa zadeva konstantno v dvigovanju, čeprav s temi padci v dvigovanju in k doseganju boljših in večjih uspehov. Tam v 80-ih letih so se ambicije, vse ne glede na to, kako je bil klub organiziran, začele malo jasneje izražati. Določene stvari so se tudi z vidika same organizacije začele urejati, ampak to so bili res majhni koraki. Ni bilo to zdaj kakšen velik preskok, da se je zdaj kar naenkrat začelo to urejati, ampak počasi je šlo. No in šele s prihodom Staneta Oražma in s resnejšim, odgovornejšim pristopom v vodenju, v treningih, tudi v gojenju ambicij, smo nekako začeli sopihati, korakati proti vrhu, tudi z vmesnimi padci. Prišel sem leta 1993 na povabilo Marjana Kordeža v nogometni klub, ki ga načeloma sem spremljal, vendar ne poznal. Povabilo je bilo v tem smislu, če lahko pridem pomagati. Jaz sem se pač odločil, da pridem pomagati. Takrat sem šele začel spoznavati nogomet, organizacijo in nogometni klub Domžale, ki je bil v tistem obdobju na popolnoma amaterski ravni. Nogomet je bil v tistem obdobju označen kot nek balkanski šport. Ko pogledam Evropo, je bil to v Evropi prvi šport. To je sicer, so bili moji notranji motivi, moji notranji izzivi, ki so mi dajali neko moč v tem smislu, da dokažemo, da mora in naj bi bilo tudi v Sloveniji in v Domžalah nekako tako, kot je v Evropi. In ko se je začelo z večjimi ambicijami vodstvenega kadra, boljšo organiziranostjo tehničnega kadra, z nekaj več podpore pri denarju, ko so se rodile tudi ambicije, da je imel boljši stadion, to je bil eden od pogojev za uspeh, in se je zadeva začela nekako dvigati, zahvaljujoč Stanetu Oražmu, ki je v naših razmerah vizionar in karizmatičen človek, na katerega je povezana in preteklost, in zdajšnjost, in upajmo še dolga prihodnost. Najpomembnejša ali ena najpomembnejših stvari v klubu, nogometu, v tem poslu nasploh je v tem, da imajo igralci na razpolago dobra igrišča. V obdobju, ko sem prihajal v klub, je bil to eden večjih problemov. Seveda osnovno igrišče na stadionu, zatem pomožna igrišča, igrišče za umetno travo, še eno igrišče za natur travo
In v nadaljevanju seveda dodatna izgradnja stadiona z tribunami v obdobju, ko je Mercator pokazal interes, da bi zgradil v Domžalah svoj center, smo praktično uporabljali vse možne veze, ideje, da smo ne prisilili, ampak navdušili Mercator, da se je sama konstrukcija tega centra naredila tako, da smo prišli v Domžalah do neke normalne tribune za 2000 ljudi. Zadeva je bila takšna, da vsaj v moji glavi, v mojih mislih je bilo že od samega začetka želja, načrt, da iz tega naredimo nekaj več. Zadeva se je odvijala logično postopoma zaradi tega, ker je bilo potrebno marsikaj narediti, privabiti ljudi, dobiti določene sponzorje, pripraviti neke programe, v končni fazi dobiti in privabiti otroke, da si povečal število igralcev. Temu jaz nekako rečem organska rast. S prihodom Staneta Oražma se ni čisto takoj videlo na rezultatih, videlo se pa, da se je resno delo začelo. Vsekakor je spomin nazaj na prvi takšen dogodek, ki ti naježi kožo, se je zgodil v Ljubljani, ko smo igrali kvalifikacijsko tekmo z Setvevčami, ko naenkrat zaslišiš neke bobne in ne veš od kje, ali so to bili naši, ali so to njihovi. Na koncu ugotoviš, da so bili praktično to začetki Ravbarjev. To je prvi občutek, ki se ga zelo težko opiše, zelo težko večkrat doživi. Prvič se je to zgodilo, da je iz druge lige v dodatnih kvalifikacijah drugoligaš šel preko prvoligaša i da nam je ratalo da pridemo po prvo ligu, kar je bio izjeman uspeh. U Domžale sam prišao kao igralec leta 1997 na povabilo tedanjega i sedanjega predsjednika Staneta Oražma. Niti sanjalo mi se ni da bo to tako dolga pa uspešna zgodba, kolikor se je izkazalo. Moji začetki z nogometnim klubom Domžale segajo leto 1998, ko sem se v Ljubljano vrnil po 3-letnem igranju v Gorici s poškodovanim kolenom. Relativno me je presenetil poziv tedanjega trenerja, gospoda Ivota Ledenka. Domžale so se vrnile po dolgih letih v prvo ligo takrat. Bila je težka prva sezona v prvi ligi, tako kot je vsaka, vendar smo zdržali, splavali in moja igralska kariera se potem v Domžalah nadaljevala še naslednje 4 leta, do tistega, bom rekel, nesrečnega leta 2002, ko so Domžale spet spadle v drugo ligo, ampak se je kasneje pokazalo, da se je to moralo zgoditi, da se zgodijo tudi velike stvari in tako kot je v življenju, včasih en korak nazaj pomeni 5 korakov naprej in v Domžalah smo, bom rekel, doživeli vsi skupaj en tak primer tega. Enostavno sem se odločil, da v drugi ligi ne bom igral. Nisem pa na nek način želel še prenehati z nogometom. Bil sem star 32 let, dobro sem se počutil. S Stanetom sta se usedla, ponudil mi je presenetljivo, bom rekel, v tistem trenutku mesto športnega direktorja kluba. Zakaj presenetljivo? Pravzaprav nisem tega povabila pričakoval. Prav tako neka funkcija športnega direktorja ni bila tako znana, še bom rekel, v teh naših prostorih v tistem času. Prve poteze, ki smo jih morali narediti, so absolutno bile kadrovske. Zgodbo je bilo potrebno
postaviti nek okvir in pripeljati sposobne ljudi. Moja odločitev je bila, da naredimo to skupaj z ljudmi, z fanti enakih starosti, mladimi, ambicioznimi. Čeprav so bili glede tega na začetku veliki pomisleki tukaj v klubu, ampak smo jih skupaj predelali, na koncu so se vsi strinjali in enostavno so te zgodbe potem tudi vse to še enkrat pokazale. Prvi dve potezi, tisti najbolj ključni, tudi ki sem jo izpeljal oziroma ki smo jih izpeljali, je bil prihod takrat še mladega in pravzaprav neznanega trenerja Slaveša Stojanoviča in nekoliko kasneje, še mesec dni, tudi Mihe Kebeta, ki je do takrat opravljal sicer trenersko vlogo v nogometnem klubu Ljubljane, nogometnem klubu Ježica, ampak jaz sem ga videl popolnoma eni drugačni funkciji, vodil mladinske šole, ki je potrebovala tudi svoj razvoj. Bil sem trener Ivančne Gorice in po prvi sezoni članskega nogometa v drugi slovenski ligi me je moj prijatelj iz mladosti, soigralci, ne vem kaj še vse, Nenad Protega poklical in povabil, da pridem na razgovor v Domžale. Tako je bil kontakt po tej sezoni. Odzval sem se po vabilu, prišel sem na razgovor, že isti dan sem dobil pozitiven odgovor kluba oziroma sestanka med mano, predsednikom in Nenadom. S prihodom Slaveta Stojanoviča in ko se je povezal z Nenadom Protego, se je čutilo, da so zrasle ne samo ambicije, ampak tudi sposobnosti trenerjev, da bi te ambicije uresničili. Ta začetek absolutno ni bil lahek. Noben začetek ni lahek. Situacija v klubu ni bila rezultatsko perfektna, izpadlo se v drugo ligo, ampak ambicije, da se takoj vrnemo, so bile prisotne. A so bile realne ali ne, je v tistem trenutku bilo težko povedati. Enostavno mi smo pokazali, da so bile realne. Cilj je bil enostavno čim prej se vrniti, ampak ni bil postavljen, da to treba takoj prvo leto narediti. Je pa res, da je bilo zatem vloženega veliko, ne samo truda, znanja, predvsem ena homogenost. Moj prestop iz nogometnega kluba Maribor Domžale se je zgodil leta 2003 v mojih že polnih 35 letih in moja kariera se počasi iztekala in na poziv takratnega športnega direktorja Nenada Protege z prošnjo, če sem pripravljen priti pomagati Domžalom, ki so se tisto sezono uvrstili v prvo ligo, in po nekako slabšem štartu sem se odločil, da sem pripravljen priti pomagati. Še enkrat Dejan Đuranović, ko takole Đuranović dobi žogo, je lahko vselej nevarno. In da nadaljujem to nogometno pot nekako igralsko do konca v Domžalah in da se potem kasneje osredotočim na nadaljnje delovanje v nogometu, nekako v delovanju v trenerskem poslu. Torej, prišel sem v nogometni klub Domžale leta 2004, po končanem študiju v Franciji in sem dejansko iz Francije tudi prišel na preizkušnjo v Domžale in po nekem daljšem poizkusu ali pa preizkusu sem dejansko prvo pogodbo podpisal 2004 in takrat tudi zabeležil svoj prvi nastop. To je bilo verjetno začetek septembra, se spomnim še proti takratnemu klubu Ljubljana in od takrat naprej potem dolga leta igral za klub. Ja, jaz sem prišel letni 2004, septembru nekaj je bilo. Moram reči, da ljudi so bili ful prijazni do mene, ful so mi pomagali, a po drugi strani moram reči, da tudi mi je bilo ful težko. Jaz sem ful mladi prišel, sem imel 18 let. Jezika slovenščine res sem bil kot kitajska, tako da ful težko, tudi vreme mi je bilo noro, ne. Jaz sem prišel iz Brazila, je bil, ne vem, plus 30, pridem tukaj na minus ne vem koliko, tako da ni enostavno, ampak moram pohvaliti ful ljudi,
še posebej oni, ki so bili v klubi takrat, ki so ful me pomagali. Po tisti prvi sezoni, ko smo nekako postali stabilni in ostali v prvoligaški konkurenci, smo že v naslednjem letu takoj naredili, kar lahko rečem, ogromen preskok in smo se že v sezoni 2-4-2-5 uvrstili prvič v zgodovini tudi v evropske pokale. In sigurno so tiste tekme bile takrat za domžalski klub prve v Evropi sigurno zelo pomembne in ki ostanejo v spominu. Tista potovanja najprej v San Marino in potem nepozabna tekma oziroma obe dve tekmi s Stuttgartom. Če bi pred nekaj leti vprašal navijače Domžal, ali bo kdaj Stuttgart igral v tem slovenskem kraju, bi najbrž rekel, da sem malo nor. To so bile pač sanje, ki so se uresničile. Prve ne pozabiš nikoli. Pa je bil to nek San Marino, kjer smo zagnano se pripravljali, 2 avtobusa navijačev je odpotovalo z nami. Tudi tukaj bi lahko naredil neko primerjavo za tisto prvo tekmo v Ljubljani, ko smo se uvrstili v prvo ligo. Tudi tukaj smo seveda zmagali, kar je še toliko bolj pomembno, se uvrstili v naslednje kolo. Mena zanimivost, ko smo igrali v Stuttgartu tekmo, smo spali ne moram reči, lih hotelu. Zanimivo je bilo, da je bila gospodična, ki nas je sprejela na recepciji, je obenem bila tudi sobarca, pol je bila pa še kelnarca. Tako da ena zanimiva priprava tekme. Da je ironija še večja, je za večerjo zmanjkal špaget. Tako da sem prvič v življenju pustil igralce, da jejo kar hočejo. Samo da pojejo nekaj, ker je zmanjkalo hrane v hotelu. Ker Filip takrat pač ni letel, pa še vedno ne leti z avionom, sta se odločila s pokojnim kraljem, da gresta z avtom, pa sta zašuštrala nekje na pumpi, tako da tudi z avtom se natankala naroben benzin, dizel, benzin, zdaj ne vem, kaj točno bilo, pa sta še tam nekaj zamudila. Skratka, dosti je takih internih simpatičnih zgodb, na katerih se radi spominjamo, takih nekih zbadanj, pa tudi samodiagnoz igralcev in tudi kakšnih drugih stvari. Stuttgart in Domžale, to sta bila kluba čist neprimerljive kategorije. To so, če bi rekli, višina proračuna 1:40, Bundesliga je zgodba svetovna. Pogoji so bili takrat na tisti dan, ko je bila tekma v Domžalah, obupni. Lilo je, voda se je nabirala na igrišču, vodo je bilo treba odmikati z reklamnimi panoji in Nemci nekaj takega, ko so bili navajeni na lepa igrišča, na lepe travnike, niso bili vajeni. Zamenil sem vse, pa tudi te 4 igralce, katere sem imel prvotno v planu, da igrajo za to tekmo zaradi vremenskih pogojev. Naši fantje so pa dejansko vedeli, kako zadeve stojijo, bili so vajeni tega, bili so pripravljeni tudi na sam položaj vode in to se potem tudi na sami tekmi izkazalo. Mnogi napadi Nemcev so se končali v lužah, ko je šel pač igralec svojo pot, žoga svojo pot. Domžale pa so z golom Stevanoviča izkoristili eno priložnost, kar sicer ni zadoščalo za napredovanje, ampak premagati Bundesligaša je pa dosežek, ki se nedvomno zapiše v arhive kluba in je redko zabeležen tudi v zgodovini slovenskega klubskega nogometa. Lahko smo ponosni na današnjo igro Domžal, res rekel bi skoraj da v nemogočih igralnih pogojih. Podpora Staneta Oražma je bila taka, da je sledila tem, bom rekel, strokovnim pristopom in zadeve so se začele obračati. Igralci so bili pravi. Koncept delovanja kluba je seveda tak, da je potrebno
zaslužiti najprej, da potem lahko vložiš in zagotoviš sredstva za celotno delovanje kluba. Mi v nogometu temu rečemo prodaja igralcev in logično je, da je potrebno omeniti prvega milijona, ki smo ga z našim delom zaslužili. Šlo je za prodajo, za prestop Daliborja Stevanovića v Real Sociedad, pomeni v prvo špansko ligo. Dejansko to je bil za slovenske razmere, za klubske razmere en velik skok, korak naprej. V tretji sezoni, moji zadnji, nekako smo se že vključili tudi v boj za naslov prvaka, ki nam ni uspelo v tisti sezoni, ampak v naslednjih 2 sezonah, ko sem jaz zaključil z igralsko kariero in se že priključil Slaviši Stojanoviću v strokovni tim, smo seveda dosegli ta 2 največja uspeha v zgodovini kluba, osvojitev naslova državnega prvaka. Čeprav smo 2 leti morali na naš vrh še čakati, ampak smo se v teh borbah z Gorico, vrhunsko ekipo v tistem času naučili in potem v letih 2007 in 2008 dvakrat postali prvaki. Enostavno je bilo veliko za postoriti, ni nas bilo veliko, ki smo na tem delali, ampak že v tisti naši 3. sezoni, ko smo s tisto nepozabno zmago na Ptuju prišli v zgornjo šesterico, potem enostavno več nismo pogledali nazaj. Mislim, da je zmaga Domžal povsem zaslužena, kajti bili so precej boljši tekmec, več so streljali, več napadali, bili veliko nevarnejši. Sinergija teh dejavnikov, Staneta, Nenada in pa Slaveta, je bila taka, da je pripeljala do 2 zaporednih naslovov prvakov. Seveda je ena izmed najbolj markantnih seveda tekma v Ajdovščini ob naslovu v prvem naslovu državnega prvaka. Ta tekma je simbolična. En let predtem jaz na tekmi v Ajdovščini nisem mogel prisostvovati. To je edina tekma v mojem življenju, na kateri nisem bil, ker sem pač bil na pogrebu očeta in nisem mogel biti na tej tekmi. Po enem letu točno v Ajdovščini mi slavimo naslov državnega prvaka. In v tem trenutku je odpiskal konec srečanja. Domžalski navijači ter igralci so dvignili roke, kajti Domžale so novi slovenski prvak v nogometu. In eden izmed strelcev je bil tudi Janković, katerega je imel moj oče neizmerno rad. Tako da je dosti simbolike v tej tekmi. Ne samo, da smo dvignili pokal, ampak je ena izmed tistih tekem, ki je zapisana pri meni pa marsikomu navijaču Domžal iz enega drugega razloga. Seveda onega najbolj ključnega, to je naslov državnega prvaka, prvi naslov. Najljubša lovorika, ki smo jo skupaj osvojili, je zagotovo v bistvu prvenstvo. Prvič, ko smo osvojili prvenstvo, ker je bil to pomemben korak v razvoju kluba. Nikoli predtem se ni to zgodilo. Enkratno je bilo zaradi tega, ker je takrat vladal en velik entuziazem, je klub živel, odnosi so bili dobri, pisala se je zgodovina in ko si del tega, je to v bistvu najboljši občutek, ki ga lahko imaš v nogometu. In seveda se spomnim te prve lovorike in mislim, da se je to vsak nogometaš tega momenta najbolj spomne, ko je prvič se to zgodilo in ker so to tako redki momenti, zagotovo imajo največji pomen. Domžale imajo za sabo sanjsko sezono. In Rakovič je dvignil pokal od zraka ob navdušenju 2000 glave množice. Domžale so šampioni v letošnji sezoni. Domžale, recimo kakšne navijaške skupine do začetka Ravbarjev kot take niso imeli. Bilo je pač spontano, tako večinoma tisto otroško navijanje in to je bilo to. In zato smo tudi
rastli s temi fanti skupaj, vedeli smo, kdo igrajo, v vsakem momentu si vedel, kdo so tisti ključni igralci. Imam spomine na navijaške skupine, prvo seveda Raubari in kasneje tudi Ultrasi, ki so delovali neko obdobje. Kar je značilno, je zvestoba vedno bila prisotna. Drugo pa kot nogometaš v drugih klubih v bistvu navijači so oddaljeni. Imaš pač nek občutek, da niso toliko del tebe, tukaj pa dejansko so bili navijači tvoji prijatelji. So bile osebe, ki si jih vsak dan videval, s katerimi si lahko poklepetal in bili vedno prisotni. Tako da ta pristen odnos, ta stik bližnji je bil močen in če jih ni bilo veliko, so bili pa zelo zvesti. Jaz se spomnim na vseh tekmah, tudi v najslabšem vremenu so bili Raubari prisotni in nas podpirali. To ostane tudi v spominu in seveda te osebe še danes v bistvu bi se jih zapomnil in z veseljem izmenjal kakšno besedo. Tako da navijači so vedno pomemben del delovanja kluba, še najbolj pomembni so pa tisti, ki dejansko imajo radi klub. Vsa ta leta so bili tisti, ki so nam pravzaprav od začetka do konca stali ob strani, ki so bili pravzaprav na žalost edini, ki so nam v tem okolju res tako močno stali ob strani, pa res so kasneje tudi rezultati kasneje prišli drugi, ampak veste, prijatelji spoznaš takrat, ko težko in oni so bili eni teh. No, potem, ko so se rezultati kopičili, so se tudi gledalci na tribuni kopičali, ogromno mladih fantov je naredili eno svojo grupo navijačev, ki so dajali pač podporo in takrat smo mi vsi skupaj, pa tudi igralci, začeli čutiti, da imamo neko podporo, še večjo s tribun, kar seveda ni v Domžalah bil nikdar kaj pretirano izpostavljen moment, tako da enostavno tudi hodili so na gostujoče tekme in spomnim se tudi zadnje tekme na Ptuju, ko je bilo praktično cela tribuna tam na drugi strani rumeno obarvana, tako da enostavno lep občutek, rad bi, da se to še kdaj ponovi. Domžalski nogometaši sedaj zasluženo proslavljajo svoj prvi članski naslov. Seveda po osvojitvi teh dveh naslovov so se v klubu seveda odločili, da je nekako tak uspeh bil mogoče presežek oziroma ni potrebe v tej konkurenci, ker je vse seveda povezano tudi z financami, ustrajati s temi ambicijami, da moramo pod Mus seveda loviti prvo mesto in zgodile so se tudi spremembe na vodstvenih položajih. Športni direktor Protega in prvi trener Stojanovič sta zapustila klub. In nekako je nastala ta praznina in ob dogovoru z predsednikom Stanetom smo se dogovorili, da jaz prevzamem to funkcijo. Tako da jaz sem nekako let pa pol nastopil oziroma upravljal funkcijo športnega direktorja. Po tistem sem pa seveda zaključil tudi trenersko licenco. In kar je mene najbolj seveda tudi zanimalo, sem se vrnil na igrišče, prevzel mladinsko ekipo. Na moji funkciji me je nadomestil Matej Oražem, ki je še danes v tej funkciji in uspešno opravlja to delo. Sodelovati s člansko ekipo sem začel nekje poleti 2009. Klub je takrat doživel kar nekaj sprememb. Najhujša je bila nekako ta finančna kriza, ki je takrat udarila. V začetku je bilo to predvsem zaradi tega, ker je imel Dejan Đuranović, ki je bil takrat športni direktor, določene zdravstvene težave. Tako da v nekih 3 mesecih sem nekako spoznal delovanje, videl sem, da je to nekaj, kar bi me lahko zanimalo in kjer bi lahko tudi kvalitetno deloval. Tako da mislim, da uradno smo potrdili potem oktobra ta moj stalež. Bil sem pa takrat seveda še sredi študija in tudi prvi 2 leti sem funkcijo opravljal na prostovoljni bazi. Po udejstvovanju v mladinski šoli sam dobio priložnost 2009 let da preuzmem člane. Imao sam sreću da sam za svoje sudelovce dobio, a pa izbrao Filipa Filipovskog i Dejana Dončića s kojim smo tu danas veliki prijatelji. Ta neka kemija, ki
ki je bila pred nama, mislim da je rezultirala tudi da smo v 2 leti po dejstvovanja v članski ekipi osvojili 2. mesto, bili 2-krat v finalu pokala, enkrat smo osvojili pokal v Stožicah 4-3 zmagali Maribor, enkrat smo izgubili od tega istega Maribora, ko smo prejeli gol v 120 minuti, bolan gol. Vzeli smo super pokal, spet proti Mariboru v Ljudskem vrtu, tako da mislim, da so to bili zelo uspešna leta tudi za naš klub pa za našo člansko ekipo. Domžale so pokalni zmagovalec! Domžale se veselijo svojega prvega naslova pokalnega zmagovalca. Vedno poudarjam predvsem to, da je bilo verjetno zaupanje tisto, ki je vse skupaj vodilo. Vemo, kakšen je nogomet, je zahteven posel in zaupanje je nekaj, kar v nogometu šele z leti pridobiš, ukolikor ga pa ni, je pa nemogoče kakršenkoli projekt kvalitetno voditi. Zelo zanimiva zgodba je, kdaj sva se z Luko Elznerjem prvič pogovarjala o tem, da bi postal trener. On je bil takrat še igralec in na zimskih pripravah v Savudriji se mu je na tekmi primerila nesreča, en nasprotnik mu je zlomil nos. Jaz sem v tistem času domov se vozil na izpite. In so se pogovarjala v avtu in sem omenil, da pač razmišljam že dolgo časa o tem, da bi postal nekoč trener in da me to vse bolj privlači in da počasi čutim, da ob neki dobri priložnosti bi morda celo postavil kopačke v kot in se začel s tem ukvarjati. Ker se mi je zdel pa kar primeren za trenerja in me je absolutno presenetil z odgovorom, da on ves čas že načeloma celotna kariera o tem razmišlja. Ja, mislim, da to mu ostalo v mislih in je takrat to priložnost izkoristil in mi tudi ponudil. Seveda je bilo to dokaj hitro, ker sem bil, mislim, da takrat še 31 let star. Kakšno leto in pol po tistem najinem pogovoru je postal pomočnik in pa potem po letu in pol pomočniškega dela tudi glavni trener. In jaz mislim, da takrat se je pa zgodba v naši članski ekipi zalomila v pozitivno smer. 3 leta Luke Elznerja, kjer smo postavili vse osnove in pa sistem, po katerem želimo delovati še dan danes. In pa potem seveda neka malo drugačna nadgradnja pod vodstvom Simona Rožmana so nas pripeljali tako do ene pokalne lovorike, do številnih odličnih rezultatov na domači lestvici in pa seveda do teh izjemnih evropskih tekem, ki so nekako pa krona vsega tega našega skupnega dela. Na pobudo športnega direktorja Mateja Oražma in takratnega članskega trenerja, se pravi Luke Elznerja, simpatija je bila že bi rekel od prej, predvsem v nekem projektnem delu. Začelo se je skupaj leta 2016, v tistih zimskih mesecih, nekako smo se dogovorili za sodelovanje. Prvi mandat je bil kot nekako strokovni koordinator, kjer bi poenotili delo praktično celega kluba od članske ekipe navzdol. Moram reči, da je izredno plodno obdobje takrat do junija, kjer smo nekako naredili analizo, pripravili vse programe. Sem izredno ponosen na tisto obdobje, kaj vse je bilo pripravljenega do tega in potem smo z novo sezono 2016-2017 začel delovati kot strokovni koordinator, ker je bilo praktično vse pripravljeno za, bi rekel, naše dolgoročno sodelovanje. Se pravi, da bi pač poskušal vse cilje kluba, ki so bili javno znani, nekako uresničiti na neko daljše obdobje in moram reči, da ta prvo obdobje je bilo narejenega za mene zelo veliko. Osebno sem bil izjemno impresioniran, da sta Luka pa Simon od prvega dneva naprej tako dobro sodelovala. Mislim, da smo takrat res ustvarjali neko ekipo, tako trenersko kot vseh ostalih okrog kluba in neko energijo, ki bi si jo v vsakem klubu samo želeli. Izmenjava znanja je bila izjemna in mislim, da to, da sta danes oba izjemno uspešna, priča o tem, da smo takrat si res zastavili prave cilje in da smo šli po pravi poti. Vsekakor so lepi spomini na vse tekme. Določene tekme pa mi bodo ostale v spominu do konca življenja. Marseille, West Ham. Po dejansko neki
vrhunskih igriščih, stadionih, predstavah, klubih, mestih. Zelo zanimivi dogodki, spomini, takšnimi in seveda drugačnimi. Še posebej lepi spomini zaradi tega, ker smo tudi zmagovali. Za mene osebno izjemni evropski rezultati. Mislim, da je bilo 14 evropskih tekem kvalifikacijskih. Mislim, da smo izjemno predstavljali Domžale kot nogometni klub, predvsem vsebina na igrišču. Mislim, da je bila tista, ki je presenetila marsikatere, bi rekel, evropske uglednike, da so bile to tekme, ki niso bile na en gol, ampak je šlo praktično za enakovreden boj. Tudi vsi nasprotniki so bili zelo, zelo presenečeni. Eno senzacionalno obdobje, kjer smo premagali Freiburg, šli v Marseille, imeli Marseille praktično na kolenih. Zelo dobro se spomnim tekme v Marseju, kjer smo sicer izgubili, ampak smo bili praktično prve pol ure zelo, zelo v igri za praktično Ligo Evropa. Vsekakor najpomembnejša tekma za klub je bila povratna tekma s Freiburgom na Stožicah, kjer smo po prvem porazu 0-1 v Nemčiji zmagali 2-0. Izločiti Bundesligaša iz evropskih kvalifikacij je neverjeten uspeh, nekaj, kar si verjetno nikoli nismo predstavljali, in tudi danes, ko gledamo nazaj, je precej neverjetno vse, kar se je tisto poletje dogajalo. Zgodba se je začela že nekaj let prej. Imeli smo izjemno velike težave, da smo se prebijali v naslednji krog kvalifikacij. Potem, ko se nam je pa končno odprlo, je pa potem kar steklo in je izgledalo, da se ne bo nikoli ustavilo. Tako da prav škoda je bilo, da smo naleteli na Marseille, ki je bil tisto leto tudi finalist Evropske lige, verjetno marsikatera druga ekipa v tistem trenutku bi pred nami položila orožje. Tista tekma je bila pa res neverjetna. Po zadnjem sodnikovem žvižgu sem šel do Simona Rožmana in sem rekel, da ta 0-1, kljub temu, da je poraz, je ena izjemno velika priložnost. In sem mu takrat, mislim, da v kratkem razgovoru točno napovedal, kako bi si sam želel, da bi se zadeva razpletla. Da v polčasu neodločen, nikamor se nam ne mudi, potem moramo pač enostavno prvi gol zabiti. Takrat se je zgodilo, da mislim, da je bila 11-metrovka nad Matijo Širokim. Potem se je pa zadeva od tiste točke naprej odprla. Mislim, da so oni postali izjemno nervozni, mi smo postali izjemno samozavestni. Absolutno nič nismo imeli za izgubiti. Mislim, da je to daleč največja tekma v moji karieri športnega direktorja nogometnega kluba Domžale in daleč največja zmaga in najpomembnejša zmaga. Za vsakega nogometaša je zadetek nekaj najlepšega, zato se igra. V preteklih letih moje kariere sem v Domžalah zadeval pravzaprav največ. Dosegel sem v 4 sezonah 29 zadetkov in bil dolgo leta tudi prvi strelec kluba. In če lahko tako simbolično rečem, če sem si potem v tistih mojih direktorskih časih želel, da me kdo prehiti, je bil to fant, ki me je potem tudi na koncu prehitil, Zlatan Ljubljankić v tisti svoji zadnji sezoni. Je pa absolutno dobro, da nisva midva ostala še vedno na vrhu, ker mislim, da za klub je vedno lepo, če je na tem prvem mestu vendarle nekdo iz domačega okolja in vseh teh letih od takrat naprej, zdaj res še enkrat ponavljam, minilo že 12 let, je seveda to uspelo Slobodanu Vuku, ki nas je krepko prehitev in mislim, da bo minilo kar nekaj časa, da ga bo kdo izrinil. Ko dosežeš zadetek, se v tebi pojavijo neki neverjetni občutki, nekako kar zavre v telesu na trenutke, niti ne veš, kam se obrniti, ko proslavljaš gol. Niti se ne spomniš mogoče, kaj si tisti trenutek naredil. Občutki so neverjetni in nekaj enostavno se zgodi v telesu, kar bi mogel, ne vem, vsak občutiti. Pa rad bi povedal, da se to ponavlja iz gola v gol, da ni zdaj, ko dosežeš en gol, je pa naslednji drugačen. Enostavno se ponovijo te občutki in zato je to doseganje golov tako fascinantno.
Veseli me, kako so se Domžale razvile kot klub. Veseli me, da so tudi nadgradile vse te naše uspehe v nekem drugem smislu, mogoče ne v osvajanju naslovov državnih prvakov, ampak mladinska šola znova in znova dokazuje, da je najboljša v Sloveniji. Jaz bi omenil, ko je Ferguson v Manchesteru delal, je rekel, da brez mladih ne moreš nič osvojiti, ne moreš nič narediti. In dejansko je to res v nogometu nasplošno še bolj res in pravično v nogometnem klubu Domžale, kjer smo se vedno posvetili razvoju igralca, nek produkt in nek nogometaš, ki se lahko sooča v najmočnejših ligah na svetu. In mislim, da se to nikoli ne sme izgubiti in da je to osnovna podlaga za dober razvoj kluba in za stabilno življenje kluba. V tem trenutku ni več vprašanje, kam v Sloveniji poslati svojega otroka, kolikor želiš, da postane odličen nogometaš, in ne samo to, ampak tudi zraven se razvija v vseh ostalih človeških vrlinah, ki jih v našem klubu zagovarjamo. V Domžalah je vedno vizija in politika kluba bila, da seveda poskušamo igralce afirmirati in jih iz svoje sredine, iz svoje mladinske šole, mlade igralce, kateri bodo zanimivi tržišču, da se lahko naredi tudi transfer, kajti klub živi od transferjev, da lahko to poteka naprej. Mislim, da klub z Stanetom Oražmom in Matejem Oražmom, naš funkciji športnega direktorja, to zelo dobro zaključujejo te zadeve in pomembno je seveda, da smo na igrišču uspešni, kajti samo z uspešnimi igrami in uspešnimi rezultati smo lahko zanimivi tržišču. Danes imamo v mladinskem pogonu preko 15 profesionalnih nogometašev, že pri zelo rosni starosti lahko služijo od svojega dela, vendar te pogodbe in ta denar primarno služi njihovemu razvoju. Najbolj pomembna je zadeva, da mi fante nekako prilagajamo na članski nogomet, da imaju čim manj problemov v članskem nogometu. Itak svaki mladinec, to je po mojem mnenju najbolj občutljivo obdobje karijere enega nogometaša, prehodi iz mladinske lige ili iz mladinske konkurence v člansku konkurencu. Trudimo se, da ih čim bolj pripravimo na članski nogomet, mislim, da nam uspeva i sigurno je to najveći uspeh. To se nam je potem mnogokrat obrestovalo, ne samo s prestopi, predvsem tudi s tem, koliko fantov smo uspeli pripeljati do članske ekipe in da dejansko so bili potem tudi nosilci igre v članskem moštvu in pa tudi tisti, ki morda kasneje niso prestopili, odigrali številne kvalitetne tekme za našo ekipo. Predvsem je bilo bistveno to, da smo iz leta v leto si više cilje postavljali. Vsako leto smo želeli nekaj dodati in temu je še dan danes tako. Akademija pomeni, da imamo na razpolago objekt, v katerem lahko niso več otroci, to so že mladostniki, prebivajo, hodijo v šolo in igrajo nogomet. Glede na to, da klub nima toliko sredstev, da bi lahko to akademijo naredil po vzoru in v velikosti, kakršno poznamo pri velikih klubih v tujini, kjer gre za nek kamp, center, v katerem so vsi objekti, smo izkoristili tiste danosti, ki jih pač v okviru športnega parka, domžalskega športnega parka imamo. Pomeni v dogovoru z zanimivo AMD-jem Domžale, ki je imel na razpolago določene prostore, ki jih za svojo dejavnost ni rabil več, smo v sodelovanju z njimi praktično naredili prvi približek Mladinske nogometne akademije v Sloveniji. Domžale so
vplivale zelo na mojo kariero in tako priložnost redko kdaj lahko kdo dobi in takšen mir redko kdaj lahko kdo dobi v takih letih. Tako da moje osebno mnenje je, da se nisem odločil za Domžale, niti približno ne bi naredil to vse, kar sem naredil. Ampak niti približno. Tako da eno veliko spoštovanje do vseh ljudi, ki so me povabili k sodelovanju. Želim povedati to, da so pravzaprav po tej moji nogometni karieri Domžale meni dali vse. Dali so mi možnost, da se sprofiliram kot človek, kot nogometni delavec, kot nogometni strokovnjak. Za nobenega igralca ni klub toliko naredil kot zame, oziroma ali pa za osebo. Zame je nogometni klub Domžale naredil ogromno, največ od vseh. Izgradil me je klub kot nogometaša, me razvil kot človeka, mi dal prijateljstva, mi dal momente, emocije v življenju in jaz sem preko kluba in vsega, kar sem tukaj doživel, tudi postal človek, kateri sem danes. Niso bili samo soigralci, bili smo res, oziroma smo še danes dobri prijatelji. Vsi so zelo dobre osebe, vsi skupaj veliko dajemo na te človeške odnose, tako da smo tudi družinski prijatelji, se družimo, tudi soproge, partnerke, tako da sem zelo vesel, da sem jih imel kot soigralce, še bolj vesel sem pa, da jih imam kot prijatelje. Pa jaz mislim, da prva stvar, kar se vsi ljudje, ki so kakršenkoli pustili delež v tem klubu, da si zaploskajo, da je klub prišel na izjemno visoko raven, trenutno pač delujem, bi rekel, v enem drugem, mogoče klubu, ki je finančno in tako naprej na nekem višjem nivoju, ampak marsikatero stvar, ki je tukaj že postavljena, na tem nivoju ni. Tako da bi čestito še enkrat vsem za vso vztrajnost. Sigurno jim želim, da se razvijajo na vseh področjih. Dejansko, ko pogledamo zdaj in ko rečemo en nogometni klub Domžale, ki je majhno mesto, je, jaz mislim, tretji klub v zgodovini slovenskega nogometa. Pred drugimi klubi, ki so imali daleč večjo tradicijo, daleč večjo, boljšo infrastrukturo. Zato bi jaz na tem mestu izrazil samo veliko veselje, da sem član tega kluba in sem vesel, da sem lahko in da mi je omogočen tudi v življenju, pa pri mojih letih, da mi je omogočeno biti del tega kluba, kar mi je v veliko veselje in tudi v ponos. Želim pa Domžale, da dobimo čim več uspehov, da smo čim boljši in da nogomet v Domžalah živi še naprej. Jaz kot navijač danes, pa kot pripadnik tega kluba, vidim, da je še duša v temu klubu. Da vse strukture, kjer so, da delajo zelo dobro. Čez leti potem dojamaš, kam smo mi vsi skupaj pripeljali Domžale, na kakšen zemljevid nogometni smo postavili en majhen kraj. Ne nazadnje, če se ne motim, zdaj ne vem točno katero leto, smo bili na UEFA rankingu pred Zvezdo in pred Partizanom. Stavek, ki sem si ga zelo zapomnil v prvem snidenju z našim predsednikom, je bila ta, da delamo sicer majhne korake, ampak zelo hitre. In še naprej želim Domžalam, da delajo majhne, ampak hitre korake naprej. Ob tem enkratnem jubileju 100-letnici kluba si seveda želim, da bi klub ostal na temeljih, ki jih je postavil, predvsem na teh pozitivnih in medsebojnih odnosih, da to slogan, ki je naš rumena družina, da dejansko ostane. Naš okrogli jubilej prihaja v posebnih časih in zaradi tega mislim, da smo vsi še toliko bolj ponosni na to, da smo vsa ta dolga leta obstali v enaki obliki, da še naprej rastemo, da še naprej izpolnjujemo naše osnovno poslanstvo, to je v prvi vrsti delo z mladimi in pa promocija športa in pa nogometa. Mislim, ta občutek ostane v tebi skozi nekako. To ti je
herc, v srcu bi rekel, ne? Vsekakor so postavljeni temelji, ki bodo lahko peljali ta klub še naslednjih 100 let. Verjetno ne v tako sunkoviti rasti kot zadnjih 25 let. Vendar, vkolikor se obdrži klub na tej ravni in poveča obseg svojega delovanja samo za polovico tistega, kar je bilo v zadnjem obdobju, bodo naši zanamci čez 100 let ravno tako lahko ponosni praznovali takšno obletnico.